Grad Kromberk je renesančni dvorec, ki ga je v začetku 17. stoletja zgradila družina Koronini. Na tem mestu pa je že prej stal gradič, v srednjem veku so v njem živeli Dornbržani. Med prvo in drugo svetovno vojno je bil grad požgan, obakrat so ga obnovili, od leta 1954 je v njem goriški muzej. Trenutno sta v njem na ogled 2 stalni razstavi in 3 začasne. Trenutno se nahajamo v galeriji starejše likovne umetnosti. Tukaj poleg poznogotskih plastik hranimo tudi precejšnje število baročnih slik, konkretno dela Jožefa Tominca. Imamo tudi fresko, ki je še bila ohranjena v prvotni grajski kapeli, to je delo Franca Kavčiča. Veliko število del pa je bilo sem prinešenih iz različnih lokacij. Druga stalna razstava je kulturno-zgodovinska zbirka, ki hrani dela in pohištvo iz 19. stoletja. Ta prostor je tudi poročna dvorana. Med začasnimi razstavami je osrednja posvečena prvi svetovni vojni oziroma našim ljudem v pehoti, mornarici, letalstvu, topništvu in konjenici. Gre predvsem za njihove zgodbe, ki prikazujejo njihovo trpljenje. Govorimo o naših ljudeh v Turčiji, v Palestini, na zahodnem bojišču v Franciji, v Belgiji, na Kitajskem so se bojevali, bili so v japonskem jetništvu, bili so v angleškem jetništvu. Jaz nekje sem zasledil, da so bili celo na danskem jetništvu in tako naprej in tako naprej. Zanimiva pa je tudi razstava Rafaela Nemca, ki je nastala ob 100. obletnici njegovega rojstva. Na ogled so njegova poznejša dela, kjer se vidi slikarjev likovni razvoj, pa tudi razvoj po drugi svetovni vojni. Med drugimi pomembnimi deli je tudi Sezidali bomo Novo Gorico, ki je sploh za tuje obiskovalce zanimiva, ker prinaša vpogled v to, kako je izgledala Gorica pred samo gradnjo oziroma tekom te gradnje. Etnologija zbirke in prva svetovna vojna je razstava, ki je posvečena zbiralcem iz širšega območja Goriške, tudi z druge strani meje, ker gre za evropski čezmejni projekt. Etnološka zbirka Pavla Medveščka, Starovirstvo in starovirci, pa se te dni že seli drugam. Medvešček je v 50. in 60. ter 70. letih zbiral ne samo predmete, pač pa tudi pripovedi, spomine in vse, kar je povezano bilo z načinom življenja, ki so ga imenovali starovirstvo. In te ljudi, ki so živeli zelo blizu naravi in zelo povezani z naravo, so jih imenovali starovirce. Razstavo, ki je doživela zelo velik odmev, po novem letu mogoče videti v Cerknem.